Hvala, sem trenutek mi dajte, ker sem malo pomešal papirje v ihti, pa bom takoj. Hvala za besedo. Torej, kot sem že v opoldne povedal, bomo danes oziroma smo danes podpisali odredbo, s katero razglašamo epidemijo nalezljive bolezni koronavirus oziroma COVID-19. Ta odredba začne veljati ravnokar, torej ob 18. uri. Odredba ima podlago v 7. členu Zakona o nalezljivih boleznih. Epidemija je bila pa razglašena zaradi povečane nevarnosti širjenja koronavirusa. Podlaga je bilo strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki pravi: zaradi hitro spremenjajočih epidemioloških razmer in hitrega naraščanja števila novih potrjenih primerov COVID-19, Nacionalni inštitut za javno zdravje predlaga Republiki Sloveniji, da razglasi epidemijo. Ta scenarij je bil pričakovan. Če bomo razglasili torej epidemijo, bo imel sistem civilne zaščite podlago, da skupaj z nami vodi tudi koordinacijo, ki je bila nekako predlagana že včeraj. Zdravstveni sistem bo v teh časih, ko je zelo obremenjen s svojim delom, razbremenjen koordinacije in to na najvišji ravni. S tem sledimo tudi včerajšnji razglasitvi pandemije, ki jo je razglasil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije zaradi hitre širitve koronavirusa po svetu. Že ves dan dežujejo priporočila infektologov, bili ste seznanjeni v javnosti tudi z pismom infektologov, ki pozivajo k zelo strogim ukrepom v naslednjih dneh in tednih, ki bodo pravzaprav ključni, ali nam bo uspelo zamejiti to hitro širitev koronavirusa. Od zadnjega poročanja do zdaj imamo v Sloveniji 96 potrjenih primerov. Več o primerih vam bo povedala direktorica Inštituta za javno zdravje. Pred dobro uro smo zaključili tudi videokonferenco na ministrski ravni EU z ministri za zdravje in pa Evropsko komisarko za zdravje in komisarjem Lenarčičem. Evropski center za nadzor bolezni je predstavil najnovejšo oceno tveganja in priporočila za obvladovanje virusa. Virus se nezadržno hitro širi in na mestu so ta trenutek vsi ukrepi, ki jih izvedemo in z njimi poskušamo preprečiti širjenje ali pa nadaljnje širjenje virusa. To so ukrepi, ki smo jih danes že predstavili, kot so zaprtje šol, omejevanje mejnega prehoda, umirjanje javnega življenja in seveda delo na domu, kjer je to le mogoče. Vse države ta trenutek znotraj Evropske unije se usmerjajo v podobne ukrepe, ko jih tudi Slovenija sprejema v zadnjih dneh in se pripravlja na širšo razsežnost torej virusa. Vsi ministri smo se zavzeli tudi za solidarnost med državami, predvsem zaradi dejstva, da v vseh državah, prav v vseh državah Evropske unije ta trenutek kronično primanjkuje zaščitne opreme. Evropska komisija bo z svojimi mehanizmi storila vse, da bodo države, ki opremo najbolj potrebujejo, to tudi dobile. Popoldan smo zaradi nove situacije in zapiranja šol imeli tudi sestanek z vodstvi bolnišnic in to z tistimi največjimi in najpomembnejšimi, ki sodelujejo v fazi 1 in fazi 2 našega načrta. Sprejeli smo kar nekaj pomembnih sklepov, ki vam jih bom tudi prebral, tako da boste vedeli, kako bo potekala oskrba pacientov v naslednjih dneh v slovenskih bolnišnicah. Najprej dogovor med bolnišnicami glede na trenutno stanje je, da prehajamo tudi uradno v fazo 2 in smo aktivirali za sprejem bolnikov tudi ostale regionalne bolnišnice. V oskrbo se bodo sprejemali le tisti bolniki, ki zaradi klinične slike potrebujejo bolnišnično obravnavo, tisti bolniki, ki imajo lažjo ali pa blažjo klinično sliko, bodo bolezen
prebolevali doma. Dispečerska služba, ki bo prevzemala paciente, bo torej njihov prihod v bolnišnice najavljala, predtem pa seveda preverjala kapacitete v posameznih bolnišnicah. Od ponedeljka 16.3. se za 14 dni v vseh slovenskih bolnišnicah, ne govorim samo o splošnih bolnišnicah, ampak tudi o specialističnih bolnišnicah, odpove vse specialistične preglede, vse operativne posege, razen tistih storitev, ki imajo stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro. Ne odpove se onkoloških storitev ter obravnave nosečnic. Kjer je možen e-posvet, tako med stroko kot tudi za pacienti, bo seveda to v čim večji meri izvedeno. V programu Zora, Dora in Svit se dokončajo posegi, ki so terapevtski oziroma nujni. Vsi ostali preventivni programi se začasno zaustavijo. V medijih bomo objavili tudi sankcije za vse tiste, ki kršijo karanteno, širijo okužbe in s tem ogrožajo druge prebivalce. Opozori se na izvajanje nasilja nad zdravstvenim osebjem. V zadnjih dneh in tudi danes smo priča dobivamo informacije o nasilju nad zdravstvenim osebjem in bolniki, predvsem se nam pa to dogaja v velikih bolnišnicah, v urgentnih centrih. Ministrstvo za zdravje bo preverilo vse kadrovske kapacitete ob opustitvi teh preventivnih dejavnosti in prerazporejalo zdravstveni kader znotraj institucij oziroma znotraj delovišč, kot bo to velevala situacija. Zdravstveni zavodi bodo v soglasju z glavnim mentorjem in predstojnikom oddelkov, kjer krožijo specializanti, pozvali svoje kadre k začasnemu delu v matičnih ustanovah. Torej, specializanti, ki krožijo v drugih bolnišnicah, se bo vrnili v matične ustanove. Dopoldan smo govorili še o eni odredbi, ki je prav tako začela veljati ob 18. uri. To je odredba o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Ta odredba omejuje oziroma prepoveduje koriščenje letnega dopusta, omejitev pravice do stavke in pravice do udeležbe na usposabljanjih in izobraževanjih v okuženih ali neposredno ogroženih območjih. Velja za vse zdravstvene delavce, veljati pa je začela danes ob 18. uri. Prav tako že velja odredba o zapiranju šol, da ne bom zopet ponavljal. Ta odredba je prav tako v veljavi in sicer bo veljala do vključno 29.3., začne se pa smiselno uporabljati v ponedeljek. Toliko zaenkrat o tekočih dogodkih in informacijah, seveda bomo z veseljem tudi odgovorili na dodatna vprašanja. Hvala ministru. Zdaj prosim direktorico NIJZ za pregled aktualnega stanja. Izvolite. Dober dan želim. Epidemiološka situacija v Sloveniji se hitro spreminja. Le skupaj pa lahko pripomoremo k zajezitvi širjenja virusa COVID-19. Zato na začetku ponovno, kot že večkrat, poudarjam higienske ukrepe. Natančno si umivamo roke, kašljamo v rokav ali robec, ki ga nato obržemo v smeti in si roke potem operemo. Izogibamo se tesnim stikom. Če zbolite, pokličite svojega zdravnika. In za znaki okužbe zgornjih dihal ne obiskujmo ljudi, ki so ranljivi, starejših, bolnikov s kroničnimi boleznimi in podobno. Morda se slišijo ti ukrepi enostavni, vendar so tisti, ki so izjemno učinkoviti. In zato je tako pomembno, da jih vsi prebivalci poznamo in da jih tudi upoštevamo. Naši zadnji podatki kažejo, da imamo 96 potrjenih primerov od 3058 testiranih, kar pomeni cirka 3,4% pozitivnih vzorcev. Od zadnjega poročanja je to 14 novih primerov, kot pa vidite, smo število potrjenih primerov od včeraj skoraj podvojili. Če povem podatke sedanje po zdravstvenih regijah, Celje 7 pozitivnih, Koper 4, Kranj 1, Ljubljana 48, ob zadnjem poročanju jih je bilo 44, Maribor 7, ni spremembe, Murska Sobota 3, ni spremembe, Novo mesto 25, ob zadnjem poročanju 20 in Nova Gorica 1,
ni spremembe. Za podatke o starostnih skupinah ste spraševali že večkrat. V starostni skupini 0 do 15 let so 4 osebe, od 16 do 29 let so 23 oseb, 30 do 49 let 26, 50 do 59 22 in 60 in več let 21. Imamo nov skupek, to pomeni, kjer je več oseb z istega izvora obolelih, kjer se je v povezavi z prvim primerom okužila še ena oseba v Mariboru in verjeten skupek v Novem mestu, kjer se je z enim izmed primerom povezani še 2 osebi. Največji skupek imamo seveda še vedno in bo še število okuženih najbrž naraščalo, kar smo večkrat povedali v Metliki, trenutno 16 okuženih v povezavi s prvo tamkajšnjo okužbo. Hvala. Vabim besedi poveljnika civilne zaščite, izvolite. Ja, lep pozdrav. No, ko je minister povedal, da je razglašena epidemija, je to eden od pogojev za aktiviranje državnega načrta. Naslednji pogoj je predlog ministra in po prejetem predlogu ministra seveda bom aktiviral državni načrt. Kaj to pomeni? V samem izvajanju aktivnosti ne nekih na glavo postavljenih dejstev, gre pa za to, da nam omogoča lažje izvajanje nekaterih aktivnosti, recimo tudi posebnih hitrih nakupov in podobnih reči. Za samo izvajanje nalog, ki jih bomo s tem dobili kot civilna zaščita, seveda pomeni, da bomo koordinirali te ukrepe, ki se bodo nadaljevali s strani Ministrstva za zdravje, ker minister seveda s tem ne izgublja nobenih pristojnosti in po zakonu o nalezljivih boleznih je minister odnosno zdravje tisto, ki narekuje posebne ukrepe za varovanje zdravja. Mi bomo pa skrbeli za to, da bomo te ukrepe na nivoju države v vseh resorjih ustrezno izvajali. Jutri imamo ob 9. sklicano tisto medresorsko skupino, ki je delovala do sedaj. To delo bomo reorganizirali na tak način, da bo ratalo bolj operativno, ker je bila ta skupina malce prevelika za smiselno in aktivno delo. Bomo naredili par skupin, ki se bodo ukvarjale z določeno problematiko. Recimo ena od skupin bo ta, ki bo skrbela tudi bodoče za oskrbo prebivalcev, če bodo to oskrbo potrebovali na terenu. In na to temo smo tudi danes imeli sklican sestanek z predstavniki občin, nevladnih organizacij in vseh struktur civilne zaščite do občin. Tako smo se tam dogovorili, da pripravijo občine neke takšne manjše načrte oskrbe teh ranljivih skupin in če bodo ocenili skozi te načrte, da potrebujejo pomoč, seveda bomo mi na državni in regijski ravni preko nevladnih organizacij to pomoč nudili in pri tem seveda tudi pomagali. No, seveda je tukaj ostaja še tista pomembna skupina, ki bo še vedno bdela nad, bom rekel, nad ukrepi, pripravljala ukrepe, spremembe ukrepov, neka navodila, pojasnila in pa tudi seveda skrbela za pomoč bolnišnicam pri tem, bom rekel, večjem obisku in večji zasedenosti, ki se nam bo pojavljal z večjim številom primerov, čeprav bodo zdaj v bolnišnici samo tisti, kot ste slišali, ki bodo res bolnišnično pomoč potrebovali. Jaz bi vas prosil zdaj, če imate morda kakšno vprašanje za mene, odgovorim takoj, ker moram na nacionalko na tisto večerno oddajo, odnosno dnevnik, pa prosim. Ja, pozdravljeni, Peter Ravsnik, STA. Me samo zanima, kandidat za obrambnega ministra je napovedal, da ne bi dobili iz Kitajske dodatne respiratorje, pa me zanima, koliko respiratorjev sploh imamo in teh ECMO naprav in koliko bi jih rabili. Nisem se kaj, da bomo dobili? Respiratorje dodatne. No, mi imamo na ministrstvu, pa ne samo na ministrstvu, tudi na MEJU-ju in na celi vladi poteka več aktivnosti za nabavo novih zaščitnih sredstev, ne samo respiratorjev. Tako je bilo danes sestanek na blagovnih rezervah, katere koordinirajo tudi nabavo iz njihove strani na podlagi tistega sklepa vlade, ki so bile blagovne rezerve dane v uporabo. Zdaj gre za zanovitev teh blagovnih rezerv. Seveda tukaj gre za nek normalen postopek, bom rekel, in te stvari ne bodo hitre. Prej sem omenil pa pri aktivaciji državnega načrta, pa ne imamo izjemo in ni nam treba upoštevati pravil javnega naročanja. Zdaj smo tako v kontaktu z več firmami, eno na Nizozemskem, lahko povem,
ena Ukrajina, ampak to smo že črtali, ker imamo blagovne rezerve, imajo slabo izkušnjo z podobno firmo ali pa morda celo isto firmo. Danes smo poslali na Kitajsko vlogo za mednarodno pomoč, prišla je pobuda iz Kitajske, da nam nudijo pomoč, včeraj so jo dostavili v Italijo avionsko, kar veliko, bom rekel, pošiljko. No in mi smo z vseh ministrstv zbrali potrebe in dali danes preko veleposlaništva seveda na Kitajsko in pričakujemo, da bomo res tam pomoč dobili. Zato, ker zdaj so oni te njihove proizvodnje, bom rekel, vzpostavili nazaj in aktivno proizvajajo ta zaščitna sredstva. In tista poteza, ki smo jo imeli, čeprav ni bila državna, ker smo vam tukaj tudi razlagali, ker je šlo za donacijo neke podružnice, mi smo pa to izpeljali preko teh mehanizmov civilne zaščite, je očitno prinesla k temu, da smo tam zdaj dobro zapisani in so sami ponudili pomoč. Jaz sem prepričan, da bo iz tega nekaj nastalo. Imamo pa še v skladiščih kar nekaj zaloge, zdaj v številkah ne bi rad, ker ni dobro tudi, da vse povemo v številkah. Imamo tudi določen del še zalog bom rekel, na lagerju, ki so namenjene zdravstvu, tiste, ki so prišle iz blagovnih rezerv v naše skladišče, niso še vse porabljene in upam, da ne bodo še tako hitro, dokler ne dobimo novih. Mi pa imamo za naše strukture, pa jaz ocenjujem, da imamo dovolj. Imamo pa še na zalogi, če bo interesent od seveda tistih, ki to potrebujejo, zaščitne maske, tiste kirurške, ki pa niso vodoodporne na žalost, ampak za uporabo v bolnišnicah in za tiste prenos tam pri pacientih so uporabne in jih bomo lahko dali tudi za drugi namen. Še Planet ima kratko vprašanje, potem Prosim v nekaj točkah, kaj konkretno bo to pomenilo za prebivalce, kako bodo to občutili že jutri v ponedeljek. Kaj mislite? Aktivacijo državnega načrta. No, jaz sem prepričan, da ne bodo nič kaj občutili, še sploh pa v slabem smislu ne. Gre za to, da bomo poskušali, in minister je omenil, razbremeniti, ne poskušali, bomo razbremenili zdravstvo, ki je do zdaj praktično samo peljalo to z nekimi našimi asistencami. Zdaj bomo to koordinacijo na vrhu izvajali preko civilne zaščite in preko naših struktur. Seveda, absolutno še enkrat poudarjamo povezavi z zdravstvom in z njihovimi predlogi ukrepov. In če boste pogledala potem naš državni načrt, notri imate lepo, če vas seveda to zanima, naloge, ki jih izvaja zdravstvo še naprej, naloge, ki jih mi izvajamo in tako lepo je. Mislim, da je to eden najboljših načrtov, ker jih imamo za tistih 10 nesreč, tako da je zanimivo ga pogledati. hvala poveljniku. Hvala lepa. In nadaljujemo. In sicer veseli smo, da je z nami dr. Tomažič, predstavnik stroke. Izvolite. Vsi lepo pozdravljeni. Torej, namen apela infektologov je izrazito konstruktiven. Zakaj smo se mi za to odločili? Predvsem, ker od blizu spremljamo, kaj se dogaja na kliniki, spremljamo pa tudi na terenu preko klicnega centra, kjer je vsak dan vsaj 1000 vprašanj in čutimo zadrego prebivalcev, zelo tudi zanimiva vprašanja so. Skratka, ne želimo si scenarija Italije, vemo, da je kar nekaj dobrih praks in temu mislim, da je pametno, da sledimo. Torej, naš predlog, bistvo našega predloga je, da se življenje ustavi, javno življenje ustavi za 14 dni. Zdaj bomo povedali nekaj ključnega, kar vidimo tudi pri naših bolnikih, ko jih zelo natančno sprašujemo. Torej, virus je verjetno bolj nalezljiv, kot si predstavljamo. Ni nujno, da zelo veliko kašljajo, torej imamo tudi primere, ko se prenese z minimalnimi, bi rekel, težavami bolnika in če smo to primerjali z gripo, vedno poudarjamo, da je neprimerljivo, ker je kužnost veliko večja. Skratka, kaj bi res poudaril? Poudaril bi, da se čim bolj, seveda, če je to možno, država se ne more ustaviti, ne more se ustaviti gospodarstvo, ampak čim bolj, če je možno, da državljani ostanejo doma in če že morajo, naj ne uporabljajo javnega prevoza. Skratka, te bližnji kontakti so nevarni. Zdaj bo ogromno mladine ostalo doma in moram žal reči, naj uporabljajo socialne medije, ker jim vedno odsvetujemo, zdaj jim pač to svetujemo. Torej, te poudarki se mi zdi ključni, potem bi pa še omenil, znanje je moč. NIJZ ima res dobra
Priporočila, navodila, v Googlu tipkajte NIJZ in si preberite. Se pravim, znanje je moč, če boste prebrali, ne samo poslušali sosede in paničarje, ki so pač bolj panični, kot je potrebno. Torej, preberite se si za, bi rekel, sorodnike, ki niso kos internetu, sprintajte ali pa jim povejte najpomembnejše informacije. Torej, poudaril bi na koncu, vsak posameznik je odgovoren, kot bo vsak posameznik odgovoren, bo ranljiva tudi družba. Seveda pa moramo, kot smo danes slišali, ministrstvo, civilna zaščita, epidemiologi in zdravstvo, moramo poskrbeti za čim boljše pogoje, ampak apel je bil predvsem zato, ker vidimo, da se vsak dan stanje eksponentno slabša. Najprej smo mislili, da je to zelo oddaljeno na Kitajskem, žal smo dobili to od naših sosedov in mislim, da je še čas, da ukrepamo. Moram pa reči, da moramo biti optimistični, ampak tudi realni. Skratka, apel, čim manj druženja. Rok Šuligoj, TV Slovenija. Omenili ste 96 primerov okuženih, a nam lahko mogoče poveste nekaj več o tem, kakšno je njihovo zdravstveno stanje, in še omenili ste neprimerno obnašanje nekaterih bolnikov, pacientov na urgencah, predvsem na urgencah. Kaj točno to pomeni? Torej, če malo povemo o bolnikih, trenutno imamo 2 v intenzivni enoti, eden pravzaprav se je poškodoval, niti ne sodi, drugi je pa klasični COVID, ki potrebuje intenzivno enoto in je tudi na umetni ventilaciji, zaenkrat je stabilen. Na oddelku imamo trenutno 18 pacientov, eden je tudi že z eno nogo v intenzivni enoti, eden je na kisiku. Skratka, kot je rekel minister, iz prve faze prehajamo v drugo fazo in ta faza je zdaj bistveno drugačna. In tukaj tudi malo apeliram na zdravstveni sistem oziroma zdravnike oziroma na vstopne točke, kjer osebe testirajo, in takrat morajo zdravniki, ki pogledajo te osebe, morajo oceniti, ali je indikacija za hospitalizacijo. Indikacije za hospitalizacijo so tako kot pri drugih respiratornih infektih, pljučnicah, in zdaj prihajamo v fazo, ko ne sodijo vsi na infekcijsko kliniko. Imamo zdaj 4 bolnice, Maribor, Jesenice oziroma Golnik, Ljubljana in Novo mesto. Poleg tega pa je nujno potrebno, da osebe, ki imajo blago klinično sliko, pri katerih ne pričakujemo zaradi komorbidnosti in polifarmacije, skratka, nimajo veliko zdravil, nimajo veliko dodatnih bolezni, je potrebna seveda samoizolacija z pomembnimi epidemiološkimi informacijami, ki jih moramo dati takemu bolniku, svojcem, da, kot sem rekel, ne širimo okužbe naprej. Ja, hvala, Svetina. Še en del odgovora imamo za RTV Slovenija. Vprašal ste za izredne dogodke. Na današnjem sestanku z direktorji bolnišnic so izpostavili izredne dogodke, nasilje, nestrpnost pacientov, ki prihajajo na urgenco, neupoštevanje navodil v zvezi s vstopnimi točkami, se pravi tudi tisti, ki so bili poslani na testiranje in imajo vidne znake koronavirusa, se ne držijo navodil in ne prihajajo na vstopne točke za jemanje brisa, ampak prihajajo na redne urgence. Še naprej, zdaj nekatere manjše bolnišnice so ukrepale na način, da enostavno zapirajo vse vhode, imajo samo en vhod odprt za paciente in enega za osebje. Večje bolnišnice, kot sta pa oba UKC-ja, ki imajo pa zelo veliko vhodov, bodo pa ti vhodi delno zaprti ali pa bo
to na njih torej varnostniki. Seveda se bodo pa vodstva bolnišnic tudi povezala torej z policijskimi postajami v mestih za pomoč, če bo prihajalo do teh dogodkov. Tako da pozivam še enkrat prebivalstvo k strpnosti, tudi če je kaj dalj za počakati za odvzem vzorca ali je, bom rekel, gneča na urgenci, prosim za strpnost, za mirnost in da vsi stoično počakajo. Če lahko še kratek komentar k diskriminaciji in pa stigmi. Vemo, da vse velike epidemije najprej načnejo človečnost. Tega si seveda ne želimo. Kaj opažamo pri naših bolnikih, ki so potem tako dobri, da grejo lahko domače okolje? Ne, seveda pri vseh, ampak pri teh, ki jih zdaj nimamo zelo veliko, bi rekel v enih 10%, je okolje, kamor se vračamo, postalo izrazito sovražno, tako da vseh sploh nismo mogli vrniti v svoje okolje. Zato smo že razmišljali, da bi angažirali kakšne torej, osebe iz FDV-ja ali pa tudi iz klinične psihologije in tako naprej, da bi javno spregovorili, kako pomembna je človečnost v tej situaciji. Jaz se že ukvarjam 25 let z HIV-ajcem. Vem, da smo na primer to okužbo obvladali, nismo jo pa obvladali v naših glavah. Kaj šele s koronavirusom, ker je čist nekaj novega, ker je čist nekaj tudi za nas zdravnike, nekaj, o čemer ne vemo, ker se pravzaprav sproti učimo. Vsak dan imamo na kliniki seminarje, ko bi rekel, preigravamo izkušnje, ki jih dobivamo. Danes, na primer, je kolegica predstavila vse bolnike, ki so bili do zdaj hospitalizirani, kakšen je bil potek, kdaj se je stanje poslabšalo, kdaj smo se odločili za zdravljenje. Skratka, pridobivamo izkušnje, seveda beremo tudi literaturo, ampak torej ta stigma, diskriminacija, torej zaupanje je ključno. Zato je pomembno, da damo jasne informacije, poštene informacije in s tem bomo tudi dobili zaupanje javnosti. Ja, hvala, dr. Tomažič. V izogib raznoraznim informacijam, ki krožijo po socialnih omrežjih, me zanima, a je ta pacient, ki je na ventilaciji v intenzivni negi, v kritičnem stanju ali ne, in če gre za tega 69-letnega motorista, o čemer se je govorilo. Glejte, konkretno ne bomo govorili. Ne? Konkretno ne bomo govorili, ne gre za tega motorista, mimo grede, tako da ga razbremenimo, ker najbrž ga veliko oseb pozna. Skratka, prosil bi tudi novinarje, bi tudi prosil, da pač ohranijo res v tej situaciji profesionalnost na najvišjem nivoju. Ne kritiziram nobenega tukaj, ampak tako nasplošno govorim ad rem, ne ad hominis. Skratka, ta oseba ni, seveda, če je na umetnih pljučih, potrebuje 60% kisik, si lahko predstavljate, da je stanje seveda ni, da je deloma kritično, ni pa še čist usodno. Še vprašanje za gospoda ministra. Glede na to, da bo verjetno jutri oziroma v soboto s poslom nastopil novi minister dr. Gantar, me zanima, če ste ga morda že kaj uvajali v delo, če ste ga seznanili s potekom dogodkov in če boste z njim še sodelovali v prihodnjih dneh, da bi se posli lažje prenesli. Torej, pred nekaj dnevi smo se sestali ministri odhajajoče in ministri prihajajoče vlade. Tudi oba predsednika sta bila prisotna na tem sestanku, gospoda Gantarja ni bilo. Jaz sem detajle pojasnil situacijo, načrte, ki smo jih, oziroma scenarije, ki jih pripravljamo za naprej, vse ukrepe, ki smo jih že sprejeli. Dnevno vem, da so sodelavci iz ministrstva v kontaktu z gospodom Gantarjem. Seveda bom pa jutri na primopredaji, ki bo verjetno kar dolga, gospodu Gantarju prenesel celotno situacijo, detajle. Je pa pravzaprav ta trenutek prehoda res mogoče neposrečen, saj je situacija precej pereča, tako da z moje strani bo dobil vse potrebne informacije, da bo lahko prevzel resor. Vprašanje. Najprej ob 12. oziroma na dopoldanski tiskovni konferenci je bilo rečeno, da bodo tisti zaposleni, ki pač upravljajo dela, ki so nujna za delovanje družbe, upravičeni do varstva.
svojih otrok, če se morda že konkretno ve, kateri bodo ti poklici. In pa vprašanje kolega, ki je bil danes na meji, policisti pravi, da ne samo, da zahtevajo to potrdilo o tem, pač, da oseba ni okužena oziroma da merijo temperaturo, ampak da tudi sprašujejo, kam ta oseba gre naprej oziroma od kje prihaja, pa nas zanima, na podlagi česa to sprašujejo, če morda veste, ker v uredbi tega ni. Zdaj, uredba, ki smo jo včeraj podpisali, je zelo jasna in sicer zahteva ne več kot 3 dni staro laboratorijsko potrdilo o negativnem testiranju na torej koronavirus. Vkolikor oseba tega nima, mu zdravstveno osebje izmeri telesno temperaturo, ki ne sme biti višja kot 37,5 stopinj ter ne sme kazati vidnih znakov obolenj zgornjih dihal. Zakaj mu pa postavljajo vprašanja, odkot prihaja in kam je napoten oziroma kam je namenjen, pa vam žal ne znam odgovoriti, ker to ni del uredbe, tudi z naše strani ni bilo danih takšnih navodil. Prvi del vprašanja vašega je pa namenjen za druga resorna ministrstva, v bistvu vam ta trenutek težko odgovorim na njega. Za gospoda ministra morda še eno vprašanje. Dopoldne ste napovedali morebitno aktivacijo državnega načrta. Me samo zanima, kdaj nameravate ta sklep podpisati, pa ali imamo mogoče že kakšnega ozdravelega bolnika, morda bolj kakšnega ozdravelega od okuženih. Odredba o razglasitvi epidemije velja danes od 18. ure in tudi aktivacija državnega načrta velja od danes od 18. ure. Če je beseda o zdravilih. Če je že kateri od okuženih ozdravel? Ozdravel. Torej, odpuščamo jih že. A veste, zdaj, ozdravitev. Kaj pomeni ozdravitev, ne? Ali ozdravitev pomeni brez klinične slike, brez simptomov in znakov, ali je to brez virusa? Ozdravitev je pravzaprav brez virusa. Koliko časa se virus čisto zadrži, ker mislim, da je to treba reči, je težko pravzaprav čisto napovedati. Tako da smo bolj previdni in nekje razmišljamo o 3 tednih. Od začetka bolezni do izvinetje, bi rekel, težav in potem še varnostno ta obdobje. Bomo pa še pridobivali izkušnje. Prej ste omenili, da vsi nenujni postopki so v bolnišnicah odpovedani. Kaj pa to pomeni za zdravstvene domove? Ukrep, o katerem sem prej govoril, je bil sklenjen na nivoju bolnišnic, torej na nivoju bolnišnic ustavimo te programe. In kot sem na eni izmed preteklih tiskovnih konferenc že povedal, tudi te preventivne programe, tako da bomo v bistvu na 2 nivojih razbremenjevali kader. Dogovorjeni smo, da ga razporejamo pravzaprav tudi na oba nivoja zdravstva, torej del kadra, ki se bo s tem sprostil, bomo prerazporedili v bistvu na primar oziroma družinskim zdravnikom, tako da, če rečem temu malo po vojaško, ojačamo prvo frontno linijo, kjer imamo pravzaprav največji dotok pacientov, saj družinski zdravniki imajo ta trenutek največji pritisk strani bolnikov. Del tega prostega kadra, narekovajih prostega kadra, seveda noben ni prost kot prost, bomo pa znotraj bolnišnic prerazporejali na tista delovišča, kjer bodo potrebe iz dneva v dan največje, tako da bo ta proces prerazporejanja kadra zaradi ukinitve programov tekel pravzaprav dnevno. Še zadnje vprašanje, STA, dopolnilno vprašanje. V bistvu ni dopolnilo, je majhno drugačno, niti ne vem, če imate te podatke, skratka, kako potekajo zdaj ti pregledi na mejah, a je bil že komu zavrnjen vstop in kdaj naj bi na letališču začeli meriti temperaturo? Ali je bil kdo od potnikov zavrnjen na katerikoli tej mejni kontrolni točki, ki so bile včeraj vzpostavljene, nimam
nažalost nimam tega podatka. V zvezi z letališčem Brnik pa ta trenutek vam ne znam odgovoriti, ampak postopek že, mislim, da ste me dopoldan to spraševali, zadeva poteka, tako da verjamem, da bo v najkrajšem možnem času tudi ta entry screening na Brniku vzpostavljen, zagotovo pa v nekaj naslednjih dnevih. Hvala, če ni več vprašanj, najlepša hvala sogovornikom. Jaz bi izkoristil priložnost glede na to, da jutri prihaja nov minister, tako da v bistvu, kako naj rečem, na tem mestu se tudi poslavljam z tega dela in tudi mi se vidimo zadnjič. Seveda bom tudi jutri zadnji delovni dan oddelal vse nujno potrebne oziroma potrebne stvari in seveda predal delo. Jutri bosta z vami direktorica Inštituta za nacionalno zdravje in pa seveda poveljnik civilne zaščite, ki vas bota verjetno v naslednjih dneh in tednih tudi dnevno spremljala pri podajanju oziroma prenosu informacij. Skratka, seveda bi izkoristil to priložnost in se vam zahvalil za korektno sodelovanje in korektno poročanje, ki je zelo pomembno v tej fazi krize, saj prebivalci potrebujejo dnevno oziroma iz ure v uro tudi, kako naj rečem, informacije. Izkoristil bi tudi in se zahvalil obema sodelavcema, s katerima smo preživeli zadnje tedne in ure in noči, to sta Nina Pernat in Srečko Šesten. Seveda bi se zahvalil tudi vsem zdravstvenim delavcem, ki delajo odlično v tem času krize. Želel pa bi povedati tudi, da je bila pravzaprav že od vsega začetka moja velika želja, da zdravstvo ni deljeno na naše in vaše, da ni deljeno na leve in desne, in v tem smislu sem zmeraj tudi deloval. Tako da v bistvu odhajam z razglasitvijo epidemije, ni ravno najboljše slovo, ampak včasih ga ne moremo zbrati, tako da hvala lepa in vse dobro.